si mogočni, in your holy name. tvoje sveto ime. Hallelujah, Lord. Our Father Naš Oče in heaven, v nebesih, hallowed be thy name. posvečeno bodi tvoje ime, Thy kingdom come, tvoje kraljestvo pride. thy will be done Naj se zgodi tvoja volja on earth na as it is zemlji, in kot je heaven. v nebesih. Give us this day our daily bread. Daj nam danes naš vsakdanji kruh And forgive us our sins as we forgive those who have in sinned odpusti against nam us. grehe, kakor mi odpuščamo tem, ki so grešili zoper nas. Lead us not into temptation. Ne bodi nas v Deliver us skušnjavo in from evil. osvobodi nas vsega zla. For thine is the kingdom, Tvoje kraljestvo, thine is the power, tvoja je moč, thine is the glory. tvoja je slava. Thank
pogovarjal s teboj. and I will surround you with my love. Obdal te bom s svojo ljubeznijo. I will break off the power of the enemy that has come against you. Jaz bom zlomil vsako sovražnikovo moč, ki prihaja zoper tebe. Because you have loved me and called my name, Ker si me ljubil in klical moje ime, I will rescue you. te bom rešil. I will give you a good inheritance. Dal ti bom dobro dediščino. You will rise with joy in the morning, Zjutraj boš vstajal z veseljem and you will sleep with sweet songs at night. in legel boš v počitku s sladkimi sanjami. Moja
Worthy of our love, Вріда наша любові, worthy of our life, вріда нашого життя, worthy of our finances and our resources, вріда наших фінанс, наших ресурсів, worthy of our devotion, вріда нашої преданості, worthy of our adoration, вріда нашого обожевання, worthy of our surrender, вріда наше предає, worthy of it all. вріда усіда. A ti sos adoraci, spušća se slavljena, moje večno pesa, ja
dvigujemo Tvoje ime, Jezus, nad vsako ime, haleluja. Vse je podvrženo imenu Jezus. Danes glej svoje življenje v imenu Jezusa, haleluja. Glej vse, karkoli te napada, karkoli te muč, karkoli ni v skladu z Božjo voljo, daj pod ime Jezus. On je dvignil njegovo ime nad vsako drugo ime. Vsak problem, vsaka bolezen, vsako prekletstvo, vsaka stvar ima ime. In to ime je pod imenom Jezus. Oče, mi dvigujemo ime Jezus nad vsako situacijo v svojem življenju. Dvigujemo mogočno ime Jezus. Poveličujemo ime Jezus. O, haleluja, Jezus. Bodi proslavljen, bod največji v vsakem delu našega življenja, haleluja. Oče, vse polagamo pod noge Jezusa, haleluja. Vsako skrb, vsak problem, vsako stisko, vsako breme, vsako težavo, haleluja. Vse prinašamo pod ime Jezus. Hvala ti, Jezus. Daj, vzdvigujemo Tvoje ime. Haleluja. O, haleluja. O, haleluja. Naj bo vsaka veriga zlomljena danes, haleluja. Ne trpeti ničesar, kar je Jezus trpel, haleluja. Jezus je odnesel vse Tvoje trpljenje, haleluja. Hvala ti, Oče. Oče, hvala ti za Tvoje maziljenje na tem mestu. Hvala ti za Tvojo prisotnost. Hvala ti za Tvoje maziljenje zdaj, Oče. Dolom vse verige v imenu Jezusa. Ok, danes bi rad govoril duh, duša, telo. Mislim, da je to ful pomemben. Dajmo si odpreti naše učbenike. A veste, da imamo učbenik, ki ga je napisal Jezus, haleluja. 1. Tesaloničanom 5:23. Ful enih knjig lahko bereš, sam nobena se ne more primerjati s Svetim pismom. To je res toliko nadnaravna knjiga. Jaz sem prejšnji teden ful enih knjig bral in ful sem raziskoval vse živo. In sem študiral ful razodete in poslednje čase. In pa sem se zbudil zjutraj in sem tako, mi je Jezus govoril, da je on not v razodetju. Jaz sem pa vse živo drugo videl, not sam njega, ne. In rekel, da on je not v razodetju. In bolj, ko njega spoznam, bolj je on velik, jaz sem majhen. In mi imamo, in res, pa sem šel brati Sveto pismo malo bolj spet. In je tako, kot da ti spuca, Sveto pismo ti spuca možgane od vseh drugih knjig. Ful te opere, ful te očist, ful, ker recimo nobena knjigi ne moreš verjeti 100%, nobeni novici ne moreš 100% verjeti. Sveto pismo pa lahko 100% verjameš, ker je čist, preizkušen, šel je čez ogenj, ljudje so umirali za njega, navdihnjen je po Svetem duhu. Tako da vse, kar bomo iz našega učbenika brali danes, naš učbenik je Sveto pismo. A veste, kdo najboljše razlaga Sveto pismo? Sveti duh, pa kdo še? Pa Sveto pismo, bravo. Sveto pismo, haleluja. Amen. Dajmo s to pogledati. Tako da danes bi rad govoril duh, duša, telo. Ful je pomembno, da veš, kako si sestavljen. Če ne veš, kdo si, kako si sestavljen, pol nikoli ne boš slišal, kaj ti Bog govori. Oziroma, vse živo boš mislil, da ti Bog govori, samo to, kar ti govori, ne boš vedel, da ti govori. Tako da dajmo si pogledati. 1. Tesaloničanom 5:23. Sam Bog miru naj vas povsem posveti in naj vse, kar je vašega, duh, duša in telo, bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Sprav, tukaj vidimo duh, duša in telo. Duh je notrni človek srca. To je tvoj duh, tukaj not pride Sveti duh. Duša ima 3 dele, tvoj tvoja volja, tvoje emocije. Telo je pa samo šotor, v katerem noter živiš. Nekdo je rekel, moje oči so okna, čez katera jaz ven gledam. Amen, ful dobra primerjava. A lahko rečeš, jaz sem duh, imam dušo in živim v telesu. Če to veš, si boš ful problemov rešil. Duh človeka, dajmo si malo pogledati, kaj je to duh v tebi. Kaj je tvoj učbenik, Sveto pismo govori o tvojem duhu? Pregovori 20:27. Človekov duh je Gospodova svetilka, ki preiskuje vso notranjost. 1. Korinčanom 2:11. Kdo vendar pozna, kaj je v človeku, razen človekovega duha? Wow. Se pravi, ti sploh sam sebe ne moreš spoznati, dokler ne veš, da tvoj duh preiskuje tvojo notranjost. Rimljanom 8:16.
Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Se pravi, spet, ti imaš duha, ki ti pričuje, ki ti govori. 1. Korinčanov 6:17. Kdor se druži z Gospodom, je z njim en duh. Wow, ej. Probi to komu reči, da si ti en duh z Jezusom. Probi to komu reči. Haleluja. Ko ti bo rekel, kdo misliš, da si. Reči, jaz sem en duh z Gospodom. Haleluja. Se bo ful ustrašil. Hebrejcem 4:12. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč, zareže do ločitve duše in duha. Se pravi, ful zanimiv. Če bi rad razlikoval med dušo pa duhom, rabaš ful ostro Božjo besedo, da ti razloči to. Wow. Mi preveč mešamo dušo pa duha. In bolj, ko si v Božji besedi, bolj, ko maziljeno besedo daješ vase, bolj ti bo ločila med dušo in duhom. Pridigar 12:7. Prah se vrne v zemljo, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Sprav spet vidimo, tvoj duh gre v nebesa. Mi mislimo, da gre naša duša. V bistvu, če bi šla tvoja duša v nebesa, pa bi tudi tvoj pes šel v nebesa. Tako pa ne gre, ker gre samo duh v nebesa in tvoj pes nima duha, zato ni nov ren. Sam ne skrbeti, ko boš imel boljšega psa v nebesih. Čeprav vem, da ti je že ta ful bil všeč. Upam, da ti ful jezni name. Kaloh pa, da bo tvoj pes v nebesih. Haleluja. To ni nad 100%, sam pač tako jaz razumem. Haleluja. Tako da, če boš ga slučajno tam imel, ga imej. Haleluja. 2. Korinčanov 4:16. Zato ne obupujemo, čeprav naš zunanji človek razpada, se notranji človek iz dneva v dan obnavlja. Wow, ej. A lahko reče svojemu sosedu, ti imaš notranjega človeka. Haleluja, ej. Se pravi, jaz vem, da se vsi ful trudimo z zunanjim človekom, da nekako čim bolj zgleda, pa da lepo diši, pa vse. Ampak ti imaš notranjega človeka, ki ti ne sme smrdeti, pa grdo zgledati. Amen? Ki ga pa noben ne vidi, čeprav ga pa lahko kdo čuti. Amen? In ta notranji človek se pa obnavlja, haleluja. Zato je Smith Wigglesworth, eno od apostolov vere, rekel, jaz sem 1000-krat večji na noter, kakor na ven. Wow. In delal ful velike čudeže in nobenemu ni bilo jasno. In rekel, fante, to je noter, to je v meni, to je notrni, skriti človek srca. Dajmo si zdaj pogledati, kako je človek ustvarjen pred padcem. 1. Mojzesova 1:26. Poglejte tole. Bog je rekel, naredimo, a vidite tukaj trojstvo, naredimo človeka v množini. Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Se pravi, ustvarjen si po Božji podobi. In Bog je duh. Haleluja, amen. Se pravi, si tudi ti duhovni človek. 1. Mojzesova 2:7. Gospod Bog je upodobil človeka iz prahu zemlje, mu vdihnil v nosnice dih življenja in človek je postal živa duša. Se pravi, zato danes znanstveniki ne morejo reproducirati življenja. Zato se jaz tudi umetne inteligence ne bojim. Že imeti poje, da to ni inteligenca. Ful ljudi misli, da umetna inteligenca je nek hudič, ko bo prevzel svet in mu zavladal. Je kako, če nima niti inteligence. Zato se reče umetna, ker ni ta prava. In tudi ne more razmišljati. Jaz vedno, ko AI kaj sprašujem, mu rečem, nehaj mi pamet soliti, ker itak ne razumeš, kaj mi govoriš. Ti mi samo dejstva citiri. Ker ti nimaš razumevanja. AI ne razume niti besede, ki ti jo je povedal. Okay. Zato pač noben ne more ustvariti življenja, samo Bog. Amen? Samo Bog. On more dihati, če ne, ni življenja sploh. In pogledajte to skupnost z Bogom, 1. Mojzesova 3:8, se pravi, Bog ustvari človeka po svoji podobi, duhovno bitje, ki ima dušo, ima telo, dihne v njega življenje. In 1. Mojzesova 3:8, slišala sta glas Gospoda Boga, ki je hodil po vrtu. Wow. Se pravi, oni so se družili skupaj, Adam, Eva, Bog, oni so bili frendi, oni so se slišali, niso rabili brati Biblije, pa nič. Oni so audio glas slišali, kar je to. To je bilo mega stvar. Tok so se imeli fajn, da sploh obleke niso rabili. Ampak ne bomo šli zdaj to. Ok, se pravi, dajmo si pogledati, kakšen je bil človek po padcu. Se pravi, človek se je odločil,
da ne bo poslušal Boga, ampak da bo on sam odgovoren. On hoče spoznati dobro in zlo. Oboje hoče on. Noče imeti šefa nad sabo. Hoče biti neodvisen. 1. Mojzesova 3:24, izgnal je človeka in postavil kerube. Bog je zaščitil človeka, da ne bi jedel zdaj, ker sta bila dva drevesa, eno je spoznanje dobrega in zlega, drugo je pa drevo večnega življenja. Ker če bi zdaj človek še od tega drevesa jedel, pa bi večno živel v grehu. In pol ne bi mogel se roditi Mesija, ne bi mogel midva se ne bi mogla novo roditi, tako naprej. Zato je prišla smrt na zemljo. Prišel je z grehom, je prišla tudi smrt, bolezen, prekletstvo in vse ostalo. In Bog je zaščitil prvega človeka, da ni mogel več v ta vrt vstopiti. In zdaj pogledajte v stari zavezi, zdaj kako je duhovno življenje bilo v stari zavezi, tako da je Sveti Duh, zdaj prej sta poslušala Boga, zdaj pa več ne, ker je človek se odvojil od Boga, zato je Sveti Duh lahko prišel samo nad ljudi za posebne naloge. Poglejte si recimo nad preroke, 4. Mojzesova 11:25, ko je Duh počival nad njimi, so prerokovali. Poglejmo si sodnike. Sodniki so bili še pred kralji. Jaz mislim, da to je najboljši politični sistem. So bili sodniki. Sodniki 6:34. Duh Gospodov je oblekel Gideona. Se pravi, Gideon je bil ful plašen, ni hotel poslušati Boga, in pa ga je Bog ful mazilil, poslal v akcijo, zreduciral mu je bojne vrste in se je on proslavil čez njega. Se pravi, spet imamo, Duh je prišel na človeka za določeno funkcijo. Poglejmo si kralj Saul, kralj David. 1. Samuelova 16:13, Duh Gospodov je prišel na Davida. Potem recimo on ni prišel sam na preroke, kralje, sodnike, prišel je tudi na zidarje. Če so te zidarji nekaj delali, kaj je Bog rekel. Recimo vidimo, da so ozidali tempelj, 2. Mojzesova 31:3, napolnil sem ga z Božjim duhom, z modrostjo in spretnostjo. Se pravi, to so bili ljudje, ki jim je Bog dal navodila točno, kako naj zidajo tempelj, in zraven jim je dal pa on spretnost, maziljanje, vse. Se pravi, ampak moramo je, to vse stare zaveze. Sveti Duh še ni bil v njih, bil je samo nad njimi, da nekaj naredijo, kar je Božja volja. Vidimo, da je bil tudi nad politiki. Se pravi, če je Bog hotel imeti enega svojega politika, enega svojega poslanca v vladi, mu je dal spet svojega duha. Poglejmo, kako se to zgodilo v Danielu 21. Vidimo, 3 mladeniči pridejo iz Izraela in bojo zavladali Egiptu. V vsaki zadevi modrosti in razumnosti, v katerih je kralj spraševal, je ugotovil, da so 10-krat boljši od vseh čarovnikov vedeževalcev v svojem kraljestvu. Se pravi, vidimo, da ljudje, ki jih je Bog poklical v eno službo, jim je dal 10-krat več modrosti. A ni to noro, haleluja. To vse v stari zavezi. Recimo, ko je imel faraon sanje, je rekel, ne bom vam jaz povedal, kaj sem sanjal, da mi boste pol vsi se pametni delali, pa neke razlage sanj delali. A ni to dobro? Rekel mi, vi mi povejte, kaj sem sanjal. Wow, tukaj pa vsi vedeževalci odpovejo, vsi čarovniki odpovejo. Razen teh božjih ljudi. In so mu povedali, kaj je sanjal in kaj to pomeni, kar je sanjal. Ok, zdaj pa gremo si pogledati to, kar mi danes živimo, novo stvarstvo. Sprav, govorimo duh, duša, telo. Vidimo, kako duh je bil nad ljudmi v stari zavezi. In Jezus pa zdaj najprej prerokuje, kako bo pa, kaj se bo zdaj zgodilo z novim stvarstvom. V Mateju 11:11 Jezus pravi, najmanjši v nebeškem kraljestvu, resnično povem, med rojemi ni imel od žena, ni bil obojen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Se pravi, Jezus govori, da pride, da bo on zdaj nov red naredil, novo stvarstvo ustvaril, kjer vsak v novem stvarstvu bo večji od največjega v starem stvarstvu. Se pravi, za Jezusa je bil Janez Krstnik največji prerok, v vseh prerokov v stari zavezi.
a lahko svojemu sosedu rečeš, ko si sprejel Jezusa, si večji od Janeza Krstnika. Haleluja. Haleluja. Probi si to, probi si narediti nalepko, pa si jo daj na špegu, da si večji od Janeza Krstnika. Jaz vam nalepko, poglej, koga Jezus ljubi, ko se zjutraj zobe umivam. Ampak ta tudi ne bi bila slaba, haleluja. Najmanjši v nebeškem kraljestvu je večji. Wowej. A je to zanimiv cirku? Poglej zdaj naprej v Janezu 14:17. Se pravi, zdaj Jezus prerokuje, kakšna bo nova vrsta ljudi izgledala. Janez 14:17. Duha resnice, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. On govori, kako je Sveti Duh zdaj z njimi, zato ker je Jezus tam. Ampak, haleluja, nekaj se bo zgodilo, da bo Sveti Duh prišel v nas, haleluja. In potem par vrstic kasneje, v 23. vrstici, 14:23. Prav, midva z očetom bo prišla k njemu in prebivala pri njem. Se pravi, zdaj, jaz se spomnim, ko sem prvič to bral, v smislu, pa to je pa hujška znanstvena fantastika. Jezus bo zdaj prišel z očetom in bo živel v meni, noter v meni, haleluja. Wowej. A je to noro, cerkev, priznajte. To je kar težko verjeti, sam je res, haleluja. Evangelij je toliko dober, da skoraj ne veš, če je res ali ni, sam je res, haleluja. To je pravi evangelij. In poglejte zdaj, kaj se je zgodilo. Se pravi, je vse to prerokuje, zgodilo se bo nekaj, ko bo Sveti Duh prišel, ko bo jaz in oče prišla kar v not, v vas živeti. In Sveti Duh je zdaj pri vas, Bog bo v vas in najmanjši bo večji od Janeza Krstnika. Wow, cerkev, to je noro, haleluja. In potem, pogledajte, kaj se zgodi, ko Jezus na križu umre. Dajmo to pogledati. Matej 27:51. Matej 27. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje, od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Se pravi, to je pa zagrinjalo, kjer je bilo najsvetejše, in Božja prisotnost je bila tam noter v skrini zaveze, kamor je duhovnik samo enkrat na leto lahko prišel noter in še njega so imeli na špagi privezanega, zato ker če je slučajno bil v kakšnem grehu, je mrtev dol padel, ko noben greh ne more zdržati v Božji prisotnosti. In pol, kdo bo šel po njega? Kdo ga bo šel not iskati, če mrtev dol pade? Najlažje ga je na štriku vam potegniti, haleluja. Ampak cerkev, to je pa zdaj nova zaveza. Je pa Bog kar strgul. Kdo ga je strgul? On, zato ker je odvrl. In cerkev, to ni bila ena zavesa, ki jo imaš ti v kuhinji na oknu. To je bila ful masovna, ogromna zadeva, ki nisi kar mogel iti skozi. In on jo je sam strgul od vrha do dol in Sveti Duh je šel ven. Zato, ker je Jezus ostal od mrtvih, se je Duh sprostil, ker je cena plačana. Zato je rekel Mariji, ne se me dotikati, ker še nisem šel gor. In zakaj? Ker je mogel iti čist gor. In ker je šel gor, kaj je Jezus naredil? Vse elemente v nebesih, ker vse, kar je na zemlji, tempelj, oltar, to je samo kopija tega, ki je v nebesih. On je vse poškropil, piše, svojo krvjo. Zato jaz danes prijem lahko sploh pred Boga, pa ne pada mrtev dol. Lahko prijem direktno njegovo prisotnost, ker je že on vse plačal svojo krvjo. In to vidimo v Hebrejcih 10:19. Ker imamo torej, bratje in sestre, po Jezusovih krvi pogum, da vstopamo v svetišče po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zaveso. Tukaj ta prav skozi svoje mesoke. Se pravi, on je zdaj čist novo in živo pot name odprl, da se lahko bližava Bogu, brez slabe vesti. Haleluja, čist, lahko sva en duh z njim, haleluja. A ni to dobra novica? Če to veš, kdo si, kako te je Bog ustvaril, pa kaj je Jezus naredil, da nazaj dobiš to, kar je on plačal, pol ti res ni treba biti več pod obsodbom. Amen? Ni treba več razmišljati, kaj si narobe naredil, da imaš zdaj ful problemov. Haleluja. Poglej si zdaj še obljubo iz apostolskih del 2:17. Svojega duha bom izlil na vse človeštvo. To je prerok Joel prerokoval in Peter rekel, zdaj se je to zgodilo na binkošnji dan, ki je Sveti Duh prišel.
Sprav, Sveti Duh je zdaj izlit na vse ljudi. Poglej zdaj 2. Korinčanom 5:17. Se pravi, mi zdaj gledamo to novo stvarstvo. Novo stvarstvo cerkev. To je pa zdaj, to, kar je Jezus prerokoval, se je zgodil. Zgodil se je novo stvarstvo, haleluja. 2. Korinčanom 5:17. Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Glejte, nastalo je novo. In potem prav staro je minilo, vse je nastalo novo. Haleluja. Amen. A lahko reče svojemu sosedu, ti si nova stvaritev. A lahko enemu drugemu sosedu rečeš, staro je minilo. Staro je minilo, haleluja. Haleluja, ti si nova stvaritev. Haleluja. Se pravi, vidimo, da tako, ko je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in je človek ful zamočil, je Jezus nazaj plačal. In ne samo to, ampak ti si zdaj postal nova stvaritev, haleluja. Zdaj se Bog ne sprehaja v vrtu, tako kot z Adamom pa Evo, ampak se not v tebi sprehaja. Haleluja. Si lahko to daš haleluja. Kje je Bog? Not v tebi se sprehaja, haleluja. Upam, da vas to ne skrbi preveč. Amen, a kdo verjame to cerkev? Piše, amen. Če ne bi bilo to res težko verjeti. Jaz to sigurno ne bi verjel, če ne bi videl sam, da piše. Ker bi se mi zdel preveč čuden, da Bog bo zdaj kar v mene not prišel. Ja, pa ja. Ampak je to, haleluja. To je res. Evangelij je res. To je toliko fantastično, haleluja. Se pravi, on je prišel vate in ti si novo stvarstvo. Zato recimo jaz preden sem molil za te ljudi, ali pa vedno, če je kdo uno čist na konc, pa mu reče, lej, pač ni rešitve, človek bo umrl, morate se posloviti od njega, odklopili ga bomo. Pač mene to ne živcira, niti ne prizadane, niti nič, ker vem, da smo novo stvarstvo. Ker vem, da zdravnik operira v naravnem svetu, mi pa operiramo, in to bi rad za na koncu, bi vam rad malo to govoril, haleluja. Kako živeti iz duha, haleluja. Kako živeti zmagovalno življenje iz duha v materialni svet. Amen. Cerkev, če to obvladamo, bomo vse obvladali, haleluja. Zato, ker vsi odgovori so v duhovnem svetu. Vse rešitve so v duhovnem svetu. Preden si ti obstajal, si bil v duhovnem svetu. Preden je zemlja, po kateri hodva obstajala, je bila v duhu, haleluja. In vse je nastalo kako? Z njegovo besedo. Duh je vel nad vodami in Bog je rekel besedo, haleluja. Poglejmo si novo rojstvo. Se pravi, novo stvarstvo pride čez novo rojstvo. Janez 1:12. Dal jim je oblast, da postanejo Božji otroci. Wow. Se pravi, ti dobiš, to je beseda eksusija, kar pomeni oblast kot legalna avtoriteta oziroma pravica. Ne nekaj, kar moraš izboriti in rabiš ful moči, da se bo to zgodilo in moraš ful borbati, da boš vse premagal. Ne, to ti avtomatično pripada, čim daš svojo vero v Jezusa. Ti pripada eksusija, legalna pravica, da si Božji otrok. In to ti noben ne more vzeti, haleluja. Amen. Hudič ti bo hotel dokazati, da nisi in karkoli, ampak ne smeš ga poslušati, haleluja. Janez 3:6, Jezus največjemu učitelju, teologu razlaga, kar je rojeno iz duha, je duh. Zato mu je rekel, moraš se na novo roditi. Zato en od pogojev, da si v našem turističnem klubu je, da si na novo rojen. Ker če ne, razumeš, lahko si ful religiozen, pa misliš, da si kristjan. Mene ful všeč en brat v Šentjurju, ki je rekel, pa jaz sem cel življenje, sem ful se družil z duhovniki, ful hodil sem, hodil tja, ful preučeval. Ampak šele zdaj, ko sem v penziji, sem prišel v krščanski center Šentjur in jaz sem šele zdaj ratal kristjan. In to je res. Je rekel, jaz prej
nisem bil na novo rejen, osnov nisem imel sploh. A razumete, a ni to žalostno, da si toliko blizu, pa si v bistvu čist na drugem planetu. Pa misliš pa, da si in. Recimo v Sloveniji na ulici, ko pridigamo evangelij, še ni toliko težko, ker ljudje večinoma vejo, a so in ali ne. Ampak če greš pa recimo v Zagreb, tam pa vsa prav, ne, jaz sem že kristjan. Vsi se imajo za kristjane. Korec. In to je največja prevara, ko je Konstantina prišla, ko hudič ni mogel cerkve ustaviti več in naredil kopijo. Tako da je vladar zapovedal, da se vsi morajo krstiti. Če se ne boš, te bojo oni. Ampak tako, da se noš več prikazal ven iz vode. In pač to ni krščanska cerkev, to je religija. Razumete, to je religija. Križarska vojna, to je vse religija. Mi rabimo pa novo rojstvo, da postanemo sploh kristjani. In novo rojstvo ni, Janez 1:12 smo prej brali, jim je dal pravico, da postanejo Božji otroci, ki se niso rodili iz krvi, ne iz mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Haleluja. Amen. To ti tebe noben ne more na novo roditi. Tvoja babica, tvoja mama, noben te ne more na novo roditi. Razen Jezus. Amen. Razen, ko sprejmeš Jezusa, se tvoj duh na novo rodi. To je edina opcija. Krst te ne rodi na novo. Krst je za unga, ki je že na novo rojen, da pol naredi on še en korak, da potrdi to, kar je Bog naredil v njemu. Amen. Voda nima magične moči, voda je materialni svet, razumete? Krst je v materialnem svetu. Tvoj duh je pa v duhovnem svetu, zato ne more materialna stvar nematerialne stvari ustvariti, haleluja. Ampak je glih obratno, nematerialna stvar materialno ustvari. Amen? Najprej nematerialni svet, pol je materialni. Vse je bilo najprej v duhu, polno naravno. Zato tudi moje ozdravljenje ne bo prišlo, če bom jaz tablete stran vrgel, ampak bo prišlo, da sem najprej v duhu sprejel ozdravljenje in pol se to manifestiralo v moj telo. Amen? Vse je najprej v duhovnem svetu, haleluja. Poglejte si ozdravljenje. Recimo, Jezus v Mateju 8:17 uzdrav eno žensko, ki je bila 14 let skrivljena in prav zdaj se je izpolnilo pismo iz Izaije, da v njegovih ranah, tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju. On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. In to imate v Izaiji 53:4. In zdaj apostol Peter pa dobi razodetje v 1. Petrovem pismu 2:24, ki je pa čist radikalno. On pa zdaj vse to da v preteklih in prav po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Se pravi, to se je že zgodilo. Haleluja. Kjerakoli bakterija pa virus ti dela probleme, če boš ful študiral cel Google v tej bakteriji, ne verjamem, da se boš rešil. Če boš vse naštudiral, kako zdravo živeti, vse, razumeš, še vedno si fokusiran na naravni svet. Ti pojdi v duha, amen. Pojdi v duha, zavedi se, ta bakterija je premagana, haleluja, amen. Ta bolečina je premagana, ta bolezen je zlomljena, prekletstvo je uničeno, haleluja. Poglej si zdaj Galačanom 3:13. Kristus nas je odkupil od prekletstva, postavi tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je, preklet je vsak, kdor visi na lesu. Se pravi, on je vse posledice greha, prekletstvo je z grehom prišlo. In prekletstvo se je ful vidi na zemlji. Vidi se v genetiki človeka, vidi se v stvarstvu, posod se vidi razkroj, razpadanje. Ampak v duhovnem svetu pa ni tako, haleluja. Je pa vsa prekletstva Jezus nase vzel, da ti več nisi pod prekletstvom, haleluja. Tvoje telo razpada, ampak ti lahko v duhu sprejmeš osvobojenje od vseh prekletstv in živiš svobodno življenje, haleluja. In pol doživiš lepo starost, ki ti pripada in zdrav umreš, haleluja. Nasičen svojih let, haleluja. Ti ne rabiš umreti z rakom ali pa kjerokoli boleznijo, ko vsako prekletstvo je Jezus vzel nase.
Amen. Se pravi, če jaz trpim nekaj, kar je Jezus trpel, a to komu korist? Jaz verjamem, da ne. Jaz mislim, da je brez veze, da iste stvari, ki so že plačane, jaz plačujem. Ema, se to vam zdi smiselno? Če je že plačan, haleluja, ne bom zdaj jaz spet plačeval. Jaz mislim, da ne dajem Bogu slavo s tem, ker sem bolan, pa ful obremenjen, pa obtežen. Jaz verjamem, da mu dajem slavo, ker iz duha potegna ven, kar je on plačal v svoj materialni svet. Amen? Probi vedno, ko te bolezen napada, probi razmišljati, da to je Božji sovražnik, da to ni nekaj, ki pač se itak dogaja vsem Slovencom in pol pač zdaj razsaja gripa, pol razsaja trebušna bolezen, pol je nek drug virus. Razumeš, da nekaj več pa lahko sprejmemo. Amen? Ja, 2 amena, haleluja. Haleluja. Razumeš, da tvoj telo te posluša, kad ti amenaš. Tvoji bacili te poslušajo, haleluja. Tvoje bakterije te poslušajo, haleluja. Una bolezen, ki se ti hoče presesati, ki rečeš amen, se ka žolca začne tresti v tebe dol. Amen? Haleluja. Cerkev zdravljenje nam pripada, haleluja. Včasih je pot ful simple, samo govoriš in verjameš. Včasih moraš pa ful svoje možgane potopiti v Božjo besedo, ker ti skozi lažejo. Skozi, haleluja. In pol doživljaš to, kar verjameš in misliš, da je res. Ne te povem, ogromna razlika je med resnico pa dejstvi. To se moramo naučiti. Dejstvo ni resnica. Dejstvo je, da je tvoja mama zbolela, da si ti bolan, da je sošolc, da je ta sen, to so sama dejstva, ampak to ni resnica. Resnica je še vedno, da si ti ozdravljen. Resnica je vedno, da tebi to ne pripada. Amen? Dejstva so, da je težko dobiti službo, težko napredovati, sistem je ful težak, ampak resnica je, da si ti prosperitaš. Cerkev, Bog je rekel za Jožefa, ki je bil uklenjen v verigah, gol, prodan, bratje so ga prodali v suženstvo in tam ga vlečejo v Egipt in Bog pravi, to je moj prosperitaš. Wow, čuden, da to ni rekel pol, ki je že uspel, ampak je bil na najnižji točki, mu je rekel nam v bistvu, ker to nam govori, ker Jožef tega ni slišal. Je rekel, to je moj prosperitaš. In ti z naravnim umom bi rekel, to je pa napačen prevod, to je pa drug film Bog gleda. Valjda, da on gleda dober film, ti gledaš napačnega. Amen? Vedno, ko gledaš v fizični svet, gledaš napačen svet. Amen. Mi moramo gledati, kdo smo v duhu, haleluja. Amen. Recimo, jaz sem se z enim bratom pogovarjal, ki išče določeno službo in mu je pač nekako se mu izmika in rekel, zgleda, da ni Božja volja, ker jo že skoraj imam, pa jo nimam. Cerkev, mi vedno, ko tako razmišljamo, pač gledamo napačen film. Ker mi moramo gledati v duhu, a imamo v duhu to službo ali nimamo. A nam jo je Bog obljubil, a ti je Bog govoril, a ti je Bog, tvoj duh pričuje, Sveti duh pričuje tvojemu duhu, da si Božji otrok. Sveti duh tvojemu duhu pričuje, a je to služba zate ali ni. In če te on pričuje, da je, pol lahko 100 nejev dobiš, pa ne boš obupu, ker 101 je šele ta prava. Amen? Cerkev, če mi gledamo na naravni svet, kaj je Božja volja, bomo vedno prevarani. Bomo vedno razmišljali meseno. Zato moramo iz duha ven živeti. Božji sinovi so te, ki se dajo voditi dobrim okoliščinam, ki jim gre vse v redu vedno in jih nobene preganja, vse jim gre po maslu. Ne, to sem napačen evangelij povedal. Božji sinovi so te, ki se dajo voditi Božjemu duhu. Amen. In lahko gre cel svet proti tebi in doskrat bo šel cel svet proti tebi, če delaš to, kar je prav. Amen. Recimo Alice Cooper, zelo glasen, dark metal, trash metal človek, je rekel, ful je simple se napiti, pa
tam razbijati, pa delati probleme. Ampak ful je pa največje uporništvo, ki ga pa lahko se lotiš, je pa slediti Jezusu. Ki je pa cel svet proti tebi. Amen. Amen. Haleluja. Se pravi, cerkev mi sploh ne moramo slediti Jezusu, če nismo v duhu. Ko bomo pol skozi ping-pong žogce, samo odzivali se na stvari na zemlji. Haleluja. Dajmo se pogledati par stvari glede tega. Božja ljubezen, Rimljanom 5:5. Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem duhu. Se pravi, ti v duhu, ki si z Bogom v duhu, ne moreš sploh sovražiti ljudi. Če si ti res iskren, ti nobenega ne moreš sovražiti, ko si enkrat na novo rojen. Ni važno, kaj so ti naredili, globoko v sebe pogled, boš videl, da jih imaš rad. Amen, ko je Božja ljubezen v tebi. Pol, druga stvar, ki imaš v duhu, je Božja moč in Božja modrost. 2. Timoteja 1:7. Bog nam ni dal duha strahu, temveč duha moči, ljubezni in zdravega razuma. Kako se to aktivira? Dajmo si pogledati še eno pomoč v aktivaciji v Judu 1:20. Gradite se v svoji najsvetejši veri, tako da molite v Svetem duhu. Amen. Kako zmagujemo? Mol v Svetem duhu. Ko moliš v jezikih, ti v bistvu aktiviraš svojega duha in vse dobrine, ki jih je on zapakiral v duhovni svet. Ko ti moliš v novih jezikih, ti moliš popolno Božjo voljo in se te stvari manifestirajo. Tako da recimo, če me neka bolezen napade, jaz bolj na glas molim v jezikih. Moj telo bi pa rad me kar ugasnil. In pol vem, da je bitka, ker če bom prodrl v jezikih, bom odprl sebe za duhovni svet. Včasih naredim samo en korak in si predstavljam, da stopam v maziljene in bolezen ne more iz mano tja. Recimo, imaš ful enih variant, ko te Bog pol trenira, kako premagati stvari. 1. Korinčanom 14:4, kdor govori v jezikih, gradi samega sebe. Efežanom 3:16, Pavel moli za nas, da bi vam po bogastvu svoje slave dal, da se po njegovem duhu okrepite v notranjem človeku. Če si ti močen v notranjem človeku, boš lažje zunanje dejavnike premagal. Amen? A je to logično? In poglejte si še za svoj šotor, en citat, 1. Korinčanom 6:19, vaše telo je tempelj Svetega Duha. Amen? Se pravi, čuvi svoj tempelj. Ne ga dati hudiču, da ti ga napada. Reče, hudič ne dotiki se moga telesa. Nobena bakterija, bacil. Razumeš, raje obrnem ploščo, če kdo okoli tebe je bolan, pa se bojiš in ti reče, ko bom jaz tja pa šel, boš zdrav. Ne razmišljati, ko se bom približal bolniku, bom zbolel. To je ful napačno razmišljanje. To res. Tako razmišljaš, dokler ne veš, kdo si. Probi prakticirati. Jaz dostkrat sem pol prišel komu na obisk in sem rekel, samo že, ko bom za kljuko prijel, bo človek zdravljen. Prijem bom sploh. Razumeš, razširjuj se v veri, izgrajuj se, probi še več, rast. Itak nimaš kaj izgubiti, bolan si že itak tako bil dost. Amen? Probi malo več verjeti, haleluja. Poglej zdaj naprej. Bog je duh, Jana 4:24. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Amen. Sprav, mi dva sploh ne moramo z Bogom imeti odnosa na fizični ravni, mi da mora biti v duhu povezana z njim. Amen. On če samo jamrava tako, kaj čutva, pa kakšen feeling imava, to je ful pod nivojem. Mi da moramo iz duha v duha, iz srca v srce, globoko kliče po globokem. Amen. Ker ti govoriš Božjo besedo, si v duhu. In zaključimo s tem citatom, Kološanom 1:27. Kristus v vas, upanje slave. Hvala ti, Jezus. Oče, jaz molim, da Kristus v nas prevzame kontrolo. Oče, to je upanje slave. Oče, ne tvoja slava. Oče, prevzame vse zemeljske okoliščine, ki niso glih v tvoji slavi, Oče, ki ne odražajo tega, kar smo mi noter. Oče, molim, da ko smo v preganjenih, v stiskah, v preizkušnjah, da gledamo gor na tebe, da gledamo, kdo smo v duhu, Oče, da živimo ven iz duha. Oče, molim, da smo bolj duhovni kot naravni, da smo bolj duhovni kot meseni. Oče, s čimerkoli se ukvarjamo, karkoli delamo, Oče, ne bo ta
duh modrosti na nas, Oče, da imamo prave odločitve za pravo situacijo, da vemo, kdaj iti v nek posel, kdaj ne iti v kakšen posel, s kom se družiti, s kom se ne družiti, kaj delati, kaj ne delati. Oče, molim, da smo vodeni po duhu, da se upremo prekletstvom, boleznim, grehom, stresom, napadom hudiča, napadom pritiskov tega sveta. Oče, molim, da živimo uporniško do vsega, kar nam ta svet ponuja. In smo podrejeni tvojemu duhu. Hvala ti, da smo novo stvarstvo, staro je minilo. Hvala ti, da nimamo slabe preteklosti, haleluja. Hvala, da si nas upravil v svoji krvi. Oče, hvala ti za zmagovalno življenje, haleluja. Mi gledamo sebe v tvoji luči. Naj duh razodetja počiva nad našim razumevanjem, Oče. Molim, da vse, kar je naravnega, da se podredi tvojemu duhu. Amen. Amen. Uživite z Jezusom, haleluja. Amen. Slava Jezus.